Opel je pri novi Insignii na sredinski konzoli množico tipk zamenjal s sredinskim zaslonom, še eden, ki omogoča bolj neposreden pogled, pa je po novem med merilniki. Za dostop do radijskega sprejemnika je najbolj primerna tipka pod zaslonom, tudi za listanje po radijskih postajah zaslon ni najbolj uporaben, saj je premalo odziven in povzroča težave. Bolj primeren je okrogel gumb, na drugi strani je ostal tudi tisti za nastavljanje glasnosti, kar seveda pozdravljamo, saj omogoča preprostejše upravljanje. Začetni zaslon se morda zdi nekoliko prazen, a se je zato v njem lažje znajti. Pri navigacijski napravi nas je najbolj zmotilo, da je za spreminjanje merila treba pritiskati na zaslon, kar je ponovno precej nenatančno, predvsem pa počasno. Bistveno bolj udobno bi bilo z navigacijskim gumbom, a ta pri navigacijski napravi povsem nerazumljivo poskrbi za spreminjanje frekvence radijske postaje. Cilj lahko vnesemo preko klasične alfanumerične tipkovnice, ki se zariše na zaslon. Zanimiva rešitev pa je drsna ploščica med sedeži, preko katere lahko prostoročno vnašamo znake. Pri tem sistem zahteva kar precejšnjo natančnost, zato pogosto ne ugane, katero črko ali znak smo mislili vnesti. Drsna ploščica je uporabna še za premikanje med ikonami, preskoke med njimi tudi občutimo, a vseeno vse skupaj ni najbolj intuitivno. Bistveno bolje je za premikanje uporabiti vrtljiv gumb, tudi pri njem začutimo preskoke. Nekaj informacij, med drugim tudi celoten zemljevid, ne samo piktograme, je mogoče videti tudi na zaslonu med merilniki. Upravljanje poteka preko 5-smerne tipke na volanskem obroču, izbira želene funkcije pa je preprosta. Pri tem je mogoče izbirati tako smeri navzgor navzdol, kot tudi dodatne izbirnike, ki se izrišejo na levi in desni strani. Insignia je eden od žal redkih avtomobilov, pri katerem so izbirniki v slovenščini, a nekateri prevodi so še nerodni, ponekod je preveč okrajšav. Telefonski del je preprost za uporabo, za listanje po imeniku ali seznamu klicev pa je tudi tu bolje uporabiti okrogel gumb kot zaslon. Na koncu omenimo, da sta v avtomobilu še 2 zaslona, a ta 2 sta namenjena le nastavitvi temperature klimatske naprave. Pri Insignii so se torej odrekli nekaj tipkam, dodali pa številne zaslone.